knjižnega trga. Dober dan. V oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili izboru poezije Gioconde Belli Ognjeno drevo, romanu Marije Švajncer Ljubezen v breznu in dokumentarnemu delu Ilinke Todorovski Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo. Recenzije so napisali Veronika Šoster, Ifigenija Simonovič in Milan Vogel. Danes se začenja festival Dnevi poezije in vina. Častna gostja pa je, poleg Nikole Madžirova, nikaragovska pesnica Gioconda Belli. V slovenščini smo jo spoznali pred 10 leti z izborom iz 6 pesniških zbirk Medeni škandal. Zdaj pa so pri Beletrini pripravili obširnejši in bolj sistematičen izbor z naslovom Ognjeno drevo. Pesmi je izbrala in prevedla Sara Virk, interpretira jih Veronika Šoster. Izbor pesmi Gioconde Belli v knjigi Ognjeno drevo zajema iz njenih 9 pesniških zbirk in se razteza med letoma 1974, ko je izšla zbirka Na travi, in 2020, ko je izšla zbirka Rdeča riba, ki plava v prsih. To pomeni skoraj polstoletni opus priznane pesnice, ki je prevedena že v več kot 20 jezikov. Gioconda Belli je bila rojena v Nikaragvi. V 70 letih, ko je začela pisati in objavljati, se je zoperstavila režimu in se pridružila gverilskemu gibanju sandinistov. Izrekla se je tudi proti vladi Daniela Ortege in leta 2023 so ji odvzeli državljanstvo, trenutno živi v izgnanstvu v Madridu. Gre torej za avtorico, ki zavzema močna stališča tako v pisanju kot v javnem življenju. Naslovno Ognjeno drevo se v zbirki večkrat pojavi kot motiv intenzivnosti, čutnosti, prebujenja. Želim si eksplodirati, kot strok ognjenega drevesa, prepustiti svoja semena vetru. Spet drugje nagovarja žensko, naj ljubi življenje in ponovno zacveti z vitalno silo, ki spominja na ognjeno drevo. Gre sicer za vrsto drevesa, ki potrebuje nekaj let, da zažari v cvetovih živo rdeče barve, kar je pomensko prikladno prav za spodbujanje in prebujanje energije in upora v ženski. Gioconda Belli se namreč izrazito ukvarja z žensko in njenim položajem v družbi. Zanimivo je, da pogosto nagovarja ali govori v skupnem imenu, naprimer nas, žensk, da še bolj poudari skupnostni boj. Pri tem lahko zasledujemo različne pomenske veje, ki rastejo iz njenega ognjenega drevesa. Najprej imamo telesnost in erotičnost, s katero je razburjala in povzročala škandale, že ko je začela objavljati poezijo. V eseju Literatura, ženska in nove utopije, dodanem na koncu knjige, tako zaupa, kako je doživela ogorčen odziv svoje družine, saj naj bi jim bila v sramoto, ker se pač ne spodobi pisati pesmi o ženskih rečeh, čemur pa se je odločno uprla. In v trenutku, ko so me hoteli zatreti, je prav erotika zame postala prvi korak. Ne le v smeri slavljanja lastne ženskosti, temveč tudi v smeri bojevite politične zaobljube spreminjanja okostenelega družbenega sistema. Iz bojevite pesnice svobode, zagovornice lastne poezije in lastnega ženskega glasu, ki se ni pustil utišati, sem se prelevila v bojevnico v vrstah sandinistične fronte narodne osvoboditve leta 1970. Moje telo je prevzelo obliko države. V tem odlomku se jasno kažeta njeni pokončnost in drznost, ki botrujeta njeni odločitvi, da ne bo molčala ali se prilagajala družbenim pričakovanjem, temveč se bo postavila zase in za vse, ki nimajo glasu. V pesmi Nihče si ne izbere piše o tem, da si nihče izmed nas ne izbere, kje in kdaj se bo rodil, in da si ne smemo zatiskati oči, ampak moramo pomagati ustvarjati nov in boljši svet, pa če je še tako težko. Veliko njenih pesmi je domoljubnih, uporniških, revolucionarnih, saj v njih nagovarja skupnost, ki se mora boriti za boljšo prihodnost in se spominjati svojih mrtvih.
Pri tem pa ni programska in izpraznjena, saj se vse te misli udejanjajo s prefinjenim pesniškim jezikom. Poleg tega piše o ženski telesnosti, ki ni vedno družbeno sprejemljiva, zaželena ali prijetna, na primer o menstruaciji, nosečnosti, menopavzi, staranju. S pisanjem o teh temah, ki so še vedno tabu, razkriva hinavščino sodobne družbe, ki si želi le konvencionalnih, lepih in mladih podob, pri tem pa na stran odriva vse ostale realnosti in pojavnosti ženske. Pravzaprav je ironično, da to še vedno velja za provokativno ali šokantno pisanje, sploh zato, ker Gioconda Belli v svojem pisanju ni nikoli teatralna ali ceneno senzacionalna, temveč piše izjemno prizemljeno, umirjeno, z občutkom in sočutjem. Na posebno toplino, pa tudi pomenljivost, naletimo v pesmi Zastareli občutki krivde, ko si pesniška govorka privošči trenutek miru, da bi brala in počivala. Kako bi bilo, se sprašujem, če se ne bi nenehno počutile, kot da moramo biti na več koncih hkrati? Če ne bi med ležanjem s knjigo pomislile, da bi morale početi nekaj drugega? Če bi se, kot to počno moški, zavedale pomembnosti časa, namenjenega lastni rasti? Potrebujemo resen trening, da se vseskozi ne zanikamo in ne delamo majhnih. Gioconda Belli se nenehno obrača tudi k času, ki pa ni le prazen označevalec, temveč dejstvo, ki ga moramo uzavestiti in poskusiti sprejeti. Čas beži, hiti, drvi, mi pa se v njem izgubljamo. To se dogaja tako v družbenem kot v osebnem smislu in Gioconda Belli se spet najbolj nasloni na žensko, natančneje starajočo se žensko, prek katere kritizira starizem. Pesniška govorka pripoveduje o spremembah, ki jih opaža na telesu, o tem, kako se počuti, ko jo iz ogledala gleda neki drug obraz. Vse to poveže tudi z lastno minljivostjo, slovesom in v kar nekaj presunljivih pesmih začutimo pesek, ki nam vztrajno polzi med prsti. Giocondo Belli moramo nujno brati v kontekstu najprej politične situacije njene rojstne države, potem v kontekstu njenega spola in družbenih pričakovanj, da lahko zares cenimo njeno pisanje. Pravzaprav je najbolj presenetljivo in izvirno, kako družbeni boj poveže z ženskim telesom, kot pravi tudi sama. Ta izraziti preplet je nekaj svežega in pomensko zelo bogatega, saj sooča s krivicami, tabuji, zamolčanim in zasramovanim, ne da bi postala banalna ali vase zaverovana. Njena poezija je tako vedno poezija bojevitega nagovora, ki cveti ognjeno rdeče.
Ljubezenska prevara je tema neštetih romanov in množice pesmi, a vsaka zgodba je posebna, drugačna. Eno izmed njih opisuje pesnica in pisateljica Marija Švajncer v romanu Ljubezen v breznu. Izdal ga je Kulturni center Maribor, ocenjuje ga Ifegenija Simonovič. Na naslovnici romana Marija Švajncer Ljubezen v breznu je fotografija pri nas neznanega E.M. Merla. Vidim temno skalnato pobočje, ki je lahko gorski previs ali rob globoke jame. V ozadju je izsušena pokrajina, ki je lahko kraška ali puščavska. Z belo obrobljene črne črke vabijo misel na smrt in žalovanje. Ljubezen mi vedno vzbuja misel na dvojino, kar je seveda ozkosrčen, romantičen, morda izrazito ženski predsodek. V resnici se mi ljubezen, čeprav ena sama, vsem dana in hkrati nedosegljiva, prikazuje v najrazličnejših barvah in podobah. Včasih vilinsko, drugič pod masko, včasih kot laž. Na hrbtni strani knjige je zapisano, da roman Ljubezen v breznu govori o ljubezni. Zakaj potem temne sence, črne črke? Kje je rožnato nebo, neomadeževana belina? Kratka oznaka na hrbtni strani se strne s trditvijo, da ljubezen ni ena sama in ima lahko več barv, tudi mavrično. Tako že pred branjem izvem, čemu se je avtorica posvetila, ne morem pa si misliti, kako bo načrt izpeljala. Odprem knjigo in se prepustim branju. Hitro mi postane jasno, da gre za družinsko zgodbo, ki pa ni družinska saga, ki naj bi zajemala več generacij in postavila dogajanje v kraj in čas, temveč je zelo ozko, linearno, skopo zastavljena izpoved ženske, ki doživi nekaj nepredvidljivega. To samo po sebi ni nič nenavadnega, saj je vsako življenje nepredvidljivo. Vsako pa tudi vredno zapisa, saj vsak človek šteje, ljudje pa nosijo zgodbe. Naloga pisateljev je, da zgodbe zapišejo. Lahko zapišejo gola dejstva ali pa se z dejstvi poigrajo, jih premešajo ali jim primešajo izmišljene dodatke. Roman se začne takole. Najino življenje se ni veliko razlikovalo od preživljanja let, mesecev, dni, ur, številnih drugih dvojic. Nič nenavadnega se ni dogajalo. Ustvarila sva bližino in vse je teklo po ustaljenih tirnicah. Tik pred koncem romana avtorica ponudi tudi izhodišče za zgodbo, kratko poročilo iz časopisa, ki se bere takole. Moškega, ki je v prepad pahnil znanega dirigenta, so v zaporu ubili. Preiskovalci še raziskujejo, kaj se je sploh zgodilo. Iz tega poročila izvem vse. Avtorica romana je poskrbela, da se zadržim ob zapisu. Nikoli ne vem, kaj me čaka. Iz kratkih zapisov v črnih kronikah je nastal že marsikateri veličastni roman. Razdori v družinah so pogoste teme ženskega pisanja. Marija Švajncer pa je uvedla tematiko moža in očeta, ki se zaplete v erotično razmerje z moškim. Nič novega na tem svetu, a kdor na taka razmerja pomisli prvič, je upravičeno šokiran. Zdi se, da roman izhaja prav iz šoka nad nečim, kar se je v starih časih sicer dogajalo, a ni bilo potrebno, da tisti, ki nočejo, o tem razmišljajo. Roman oziroma povest je tendenčne narave. Homoseksualnost v družini postaja vedno pogostejša tema sodobne proze. Tudi rumenega tiska, poezije, tudi politike konec koncev. Avtorica skuša opozoriti na tiste normalnosti, zaradi katerih posamezna življenja izstopajo iz normale. Že na začetku postane jasno, da je glavna junakinja osrednji, skoraj edini predmet pisateljičinega zanimanja. Njeno otroštvo je zaznamovano z odraščanjem ob alkoholiku in trpljenju zapisani materi. Prva ljubezen, prvi pogum za prekinitev družinskega vzorca, otroci, začasna sreča. Mož se začne odtujevati, sčasoma odide, na koncu umre. Odtujuje se tudi ona, a njo ljubezen ščiti, njega pa uničuje. Njena brezpogojna ljubezen ne zagotavlja sreče, povzroča nepopisno trpljenje. Otroka obstajata, a nista vpletena. Ženska je skupaj z otrokoma od moža finančno odvisna. To poudari brezizhodnost izkočljivega položaja. A poskuša se osamosvojiti, postane sprehajalka psa, tudi ta izbira službe nakazuje propad ženske, ki ljubi preveč.
Najhuje, kar se zgodi, je, da mož doživi novo ljubezen. A še huje je, da se zaljubi v moškega. In kar je še huje, ljubimec je pokvarjenec, ki postane celo morilec. Gre za poseben žanr, ki je prej povest kot roman. Pomislim na zelo popularno povest iz 19. stoletja. Sreča v nesreči Janeza Ciglerja. Podobno vzdušje, podobno trpljenje preprostega človeka. Resnično, poučno in strašno. Če rečem, da gre za žensko naturalistično povest, to rečem brez omalovaževanja. Tudi take povesti so dobrodošle. Če bi šlo za roman s tragično ljubezensko temo, bi bilo morda opisane več prepletenosti med družinskimi člani, zlasti odnos otrok do staršev, ki se ločujeta, ki otrokoma nehote povzročata travme, ki jih bosta reševala še pozno v odrasli dobi. Morda bi lahko zaživela tudi ljubezen med moškima. Avtorica ne razišče te ključne teme, ki povzroči, da se v srečni družini nekaj obrne čisto drugače, kakor sama pravi. Nepredvideno in nenavadno ljubezen avtorica pahne v brezno. Iz zapeljivega ljubimca naredi neosebo. Žena skuša moža razumeti, a zmore samo obsoditi ljubimca. V dojemanju ženske, ki jo mož prevara z moškim, ni razumnih oporišč. Morda je ravno to poanta romana Marije Švajncer. Zgodbe se zgodijo po nepredvidljivih ključih. Ne pomaga razum, ne pomaga filozofija. Čustva so popolnoma nezanesljiva. Ljubezni se lahko uprimemo, a ni nujno odrešilna. Vsekakor knjiga spodbuja vrtanje v vsakdanje dogodke, ki so na videz nepomembni, a imajo vzrok in posledice. Razdori v družinah so pogoste teme sodobnega ženskega pisanja. Žalostno je, da se ljubezen lahko konča v breznu na dnu vseh dnov. Pri Janezu Ciglerju zmaga, pri Zofki Kveder propade. Pri Mariji Švajncer ne pade v brezno ljubezen. Konča se samo neka zgodba, začne pa se razmislek o odzivu navadnih ljudi na navadne ali vsaj pogoste dogodke, na katere se ne želimo navaditi. Pred koncem oddaje se spomnimo še dogajanja izpred 80 let v zadnjih mesecih druge svetovne vojne.
Novinarka in publicistka Ilinka Todorovski je v knjigi z naslovom Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo in pod naslovom Evakuacija civilistov marca 1945 na podlagi dokumentov, pričevanj in družinskega izročila rekonstruirala eno izmed logistično najzahtevnejših reševanj civilnega prebivalstva pri nas. Knjigo je izdal Vojaški muzej Slovenske vojske v Mariboru, predstavljajo Milan Vogel. Bela krajina je bila od kapitulacije Italije septembra 1943 osvobojeno ozemlje, na katerem je teklo dokaj normalno življenje. Tam so delovale številne vojaške in civilne institucije, od bolnišnice v Kanižarici do gledališke skupine in partizanskega pevskega zbora. Pisatelj Vitomil Zupan je v romanu Menuet za kitaro zapisal, da je Bela krajina kot mravljišče. A to se je dogajalo le nekaj kilometrov od nemških in ustaških enot, ki so občasno obstreljevale Belo krajino. Najhujši napad z ozemlja neodvisne države Hrvaške je bil 21. in 22. marca 1945, ko so nemške in ustaške enote družno obstreljevale vasi ob Kolpi nedaleč od letališča Krasinec. Eden od pričevalcev pravi, da se je zdelo, kot da se s topovskim obstreljevanjem zabavajo, saj so očitno sistematično podirali stanovanjske hiše in gospodarska poslopja, ki so letela v zrak, kot da bi bile igrače. Velika partizanska ofenziva za osvoboditev Like in Dalmacije je partizanskemu vodstvu dala misliti, da se bodo nemške in kolaborantske enote umikale proti severu tudi čez Belo krajino, zato je treba poskrbeti za ljudi. Prek glavnega vojaškega poveljstva s Titom na čelu so se odločili za evakuacijo najbolj ranljivega civilnega prebivalstva in ranjencev. Novinarka in zgodovinarka Ilinka Todorovski o tem podrobno piše v knjigi Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo. Evakuacija civilistov marca 1945. Delo temelji na arhivskih in pisnih virih ter na pričevanjih ljudi, ki so dogajanje v takšni ali drugačni obliki sami doživeli. Knjiga je bogato ilustrirana z zgodovinskimi in novejšimi fotografijami. Letališči Otok in Krasinec sta po kapitulaciji Italije delovali občasno predvsem za prevoz ranjenih partizanov, bolnih civilistov in rešenih zavezniških pilotov v Italijo. 25. in 26. marca 1945 pa je potekala, po številu sodelujočih transportnih in lovskih letal, številu opravljenih poletov in kompleksnosti načrtovanja in izvedbe, največja zavezniška operacija na slovenskih tleh. V 2 dneh so v osvobojeno Dalmacijo prepeljali več kot 2000 ljudi, med njimi tudi precej Srbov, ki so s Hrvaške zbežali v Belo krajino pred ustaškim nasiljem. Polete so opravili Američani s pomočjo britanskih obveščevalnih služb z dvomotornimi letali Dakota, s katerimi so sicer oskrbovali partizansko vojsko z orožjem, gorivom in drugimi potrebščinami. Tudi med evakuacijo ljudi so v drugo smer leteli natovorjeni z vsem potrebnim. Edino takšno letalo v Sloveniji je od leta 1984 postavljeno kot muzejsko spominsko obeležje v vasi Otok pri Metliki. Ob njem vsako leto poteka slovesnost Vranov let v spomin na več kot 100 zavezniških vojnih ujetnikov, ki so jih partizani leta 1944 uspešno pripeljali iz Štajerske in jih z letali transportirali v Italijo. Evakuirane civiliste so prepeljali na letališče Zemunik pri Zadru in jih namestili po okoliških krajih, največ v Kaštele. Organizacija v tako imenovanih zbegih, kot so imenovali njihovo nastanitev, je bila dobra in tudi domačini so jih lepo sprejeli. Med evakuiranci je bilo veliko znanih ljudi, kot so Alma Karlin, Zora Konjajev, žena Radka Poliča s 3 otroki, igralcem Racem in Vaskom in številni gledališki igralci. Vsi se spominjajo Dalmatincev kot prijaznih in ljubeznivih ljudi, ki so bili prišlekom pripravljeni pomagati na vsakem koraku. Osvoboditev so seveda sprejeli z navdušenjem, težja pa je bila vrnitev, ki ni bila dobro ali pa sploh ni bila organizirana. Ilinka Todorovski
je zato 7. poglavje knjige naslovila Dolga pot domov. Poslušali smo oddajo s Knjižnega trga. Recenzije Veronike Šoster, Ifigenije Simonovič in Milana Vogla so prebrali Jure Franko, Maja Mol in Igor Velše. Glasbo je zbrala Alma Kuželj, oddajo je posnel Jernej Boc. Uredil sem jo Vlado Motnikar.